Pravljica o mali Bobiki in prijateljstvu. Pozdravljeni otroci! Tokrat ne boste poslušali navadne pravljice, ampak čisto resnično zgodbo o nenavadni turistki, ki je k nam že pred časom pripotovala iz daljne Afrike. Boste videli, zanimivo bo. Bobika je bila namreč mala, hudomušna opica, ki jo je z afriške obale slonove kosti nekoč v naše kraje kar v žepu svojega suknjiča pritihotapil še mlad, a zelo prekaljen mornar. Res ni bilo lepo, da ji je pred prestopom meje v osvežujoč sadni napitek dodal še malo žganja. A to je res odlično zaleglo, saj je Bobika za nekaj časa zadrnohala kot ubita in padla v tako globok spanec, da je ne bi prebudili niti topovski streli. Mornar jo je zgolj za nekaj kovancev drobiža odkupil od revnih, temnopoltih domačinov, ki so v pristanišču prodajali raznovrstno kramo. In tako, poleg nove družice, prejel še velikanski šop slastnih banan. Bobika mu je potem na morju krajšala dolge trenutke, saj včasih cele tedne niso videli kopna. In še več, bila je tako otročje razposajena in izredno pametna, z obilico človeških lastnosti, da je bila v zabavo skoraj celotni posadki. Se je šobila in krivenčila male črne ustnice in s svojim početjem vse bližnje spravljala v gromki smeh. Seveda so mornarji njeno prisotnost na krovu tovorne ladje vešče prikrili strogemu ladijskemu kapitanu, ki se je natančno držal vseh zakonskih predpisov in bi opičjega mladička, ki ni prestal nikakršnih zdravstvenih pregledov, najbrž takoj neusmiljeno odslovil in dal izkrcati že v prvem pristanišču. Bobika je izhajala iz rodu afriških dolgorepih zamorskih mačk, na kar je bila sama še posebej ponosna. Ko se je, obrnjena na glavo, obešala in gugala na dolgem repu, navitem okoli kake štrleče veje ali droga, je izgledala res drobcena, kot kaka mala kepica na dolgem peclju. In hudomušni mornar je takoj nadel kar se da pristojno ime: Bobika. Na prednji strani glave, obkroženi z gostimi, skoraj puhastimi belimi dlakami, je kot kakšnemu zamorcu, še posebno v sončni svetlobi, živo žarel čisto črn obrazek, iz katerega so zvedavo zrle ko ugle temne oči. Siva ter bela barva dlak sta ji izmenjaje pokrivali tudi večino drobnega teleščka, katerega konec pa je krasil izredno
dolg rep, s katerim je znala zganjati prave norčije. Delila je kruto usodo številnih mladičkov, ki so jih za nadaljnjo prodajo domačini z različnimi načini lovili v njihovih naravnih okoljih in jih veliko prezgodaj in surovo odtujili iz družinskih zavetij. Že starodavne najdbe ob izkopavanjih v Egiptu, ob obali Rdečega morja dokazujejo, da so bile tam že na začetku našega štetja te opice izredno priljubljene in so jih uporabljali kar za hišne ljubljenčke. Babika se je še dolgo spominjala, kako so se ji ob pogledu na kup sadja in izbrane zelenjave drobne očke nekoč iskrivo zasvetile, ko je v domači džungli naivno in nepremišljeno smuknila v prepleteno bambusovo košaro, polno mamljivih raznovrstnih dobrot, in ob tem nehote sprožila lesena vratca, ki so ji zavedno zaprla pot do prostosti. Kljub opozorilnim krikom in poskusom vse opičje skupine, da bi jo osvobodili, je ostala ujeta vse do prihoda vaških lovcev. Starši so jo naučili, da se mora najbolj paziti leopardov, orlov, pitonov in pavijanov. Sedaj pa je spoznala še novega plenilca, človeka. Na srečo je ni nameraval pohrustati in je lepo ravnal z njo in jo vestno hranil. Imel pa jo je pripeto na vrvici in jo vedno priklepal nase, da se je, hočeš nočeš, počasi sprijaznila z usodo in ji je misel na pobeg hitro izpuhtela. Je včasih še izrazila svojo nejevoljo, a spomin na džungelsko življenje se je ob izobilju različne hrane v mavričnih barvah neznanih dogodkov počasi izgubljal. Z zanimanjem je spoznavala nov svet, kjer si moral le veselo poskakovati, delati grimase ter oponašati svojega gospodarja. Pa so te že vsi takoj zasuli z dobrotami in ti navdušeno ploskali. Ja, v džungli se je bilo potrebno za hrano stalno boriti. Čeprav je bila njena opičja družina rastlinojeda, se je prehranjevala večinoma z divjimi plodovi, cvetovi, listi in semeni. Včasih je bilo potrebno zaužiti tudi kaj drugega, kot na primer pohrustati kar žive kobilice ali celo velike mravlje, imenovane termite. Kako so ji šli težko po grlu. Pri človeku pa je bil poleg različne zelenjave, sadja in žita na jedilnem listu vedno tudi slasten fižol in grah, in če si bil iznajdljiv, pa tudi listi mladega tobaka in včasih
celo okusna ptičja jajca. Ko pa je prišel ponjo mornar, se je vse spremenilo. Bobikini sorodniki po svetu namreč slovijo po tem, da so zelo prilagodljivi in da lahko živijo tako v savani, v obrežnih in obalnih gozdovih in celo v gorah, ki segajo višje od našega Triglava. Ampak vse dni strmeti zgolj v neskončno modrino, brez trohice zelenja in preživeti skoraj mesec dni na razburkanem morju. Lepo vas prosim, kdo pa je to že videl? No, Bobika je uspešno prestala tudi to veliko preizkušnjo in se sedaj v Sloveniji znašla v čisto drugačnem in nenavadnem svetu, ki je bil z vseh strani obdan z visokimi vršaci, s travniki in z neskončnimi zelenimi gozdovi. Tu so se po cvetočih livadah sprehajale čisto drugačne živali in se oglašale s čudnimi in njej neprepoznanimi zvoki in glasovi. Pri mornarjevih starših je spoznala njegovega najmlajšega bratca, ki se je sedaj vrtel edino in samo še okoli nje. Bobika, pridi, boš posladek, draga Bobika. O, kako si pridna, moja Bobika. Veselju ni bilo ne konca ne kraja. Fantiču se je čisto odrolalo in Bobike ni izpustil iz svojih rok ali odmaknil svojega pogleda od nove sanjske igračke niti za trenutek. Mornar se je kmalu zopet odpravil na morje, med Opico in fantom pa se je spletlo posebno, globoko in iskreno prijateljstvo. Ampak, ker je nova prijateljica stalno zvedavo opazovala in neumorno raziskovala nov in nepoznan svet okoli domače zgradbe, stalno poredno skakljala in tekala naokoli, ji je bilo seveda v fantičevi sobi potrebno takoj narediti veliko prostorno hišico z drevesnim deblom in vsem potrebnim ugodjem. Izgled novega doma je kazila samo prepletena mreža z vratci, ki so ponoči ostajala trdno zaprta. No, nov dom pa je bil res v uporabi samo v najhujši sili, saj si je Bobika raje kmalu odločila lastiti kar celotno fantičevo sobo. Je vreščala, v zaporu mi živeti ni. Največji problem je bil tudi, ker je vodo uporabljala zgolj za pitje, pred načrtovanim kopanjem pa se je raje takoj skrila na najvišji vrh drevesa. Voda, fuj in fej, tako ne gre več naprej. Odločila se je tudi, da bo kar sama izbirala, kje se bo nahajalo njeno stranišče, in seveda je tako samovoljno obnašanje zanetilo pravi ogenj v domači strehi.
Sodu bi se kmalu izbilo dno, ko je nekega opoldneva mama poklicala družino h kosilu in ob pogledu na Bobiko skoraj omedlela, saj je kot prva že sedela na mizi in čisto mirno srebala juho iz fantovega krožnika. Ven, takoj ven iz kuhinje, je zakričala, da bi jo kmalu zadela kap. Le kaj se greste vi, se je raztogotila še Bobika, ampak na koncu je le prevladala mamina odločna beseda in fantič je moral Bobiko pri priči odnesti iz kuhinje. Saj sem vendar enakovreden član te opičje družine. Kakšna krivica se mi godi, se je jezila, a nič ni pomagalo. Ko je čepela na vrhu češnje in zobala prve slastne sadeže s polnih vej, je kljub preobilici vse peške varčno spravljala levo in desno za čeljusti, tako, da je od blizu zgledala kot kakšna tempirana bomba, ki se bo zdaj razpočila. Seveda se je zelo razhudila, ko se je njenih napihnjenih ličnic fantič želel le dotakniti in ji pokazati, da je češenj več, kot bi jih mogla pohrustati, in da ji pešk ni treba žvečiti. Kaj pa on ve, kako je v džungli, kjer je potrebno za preživetje pozobati prav vsa najdena semena, se je jezila in še naprej skladiščila peške v ustih, da so ji že skoraj gledale iz nosu. No, v resnici je imela Bobika prav ljubek nosek ter male ušeske, drobne prstke z lepo oblikovanimi nohtki in stopala skoraj podobna človeškim. Bila je izredno pametna in iznajdljiva ter se tako hitro učila, da so bili resnično vsi zaprepadeni. Ko je fantič nekega večera pisal šolsko domačo nalogo, je stalno skakljala okoli njega in mu nagajala. Hotela se je igrati in mu pri tem hudomušno pulila pero iz roke, da je nekajkrat pod izračune narisal prave krice krace. Ampak to še ni bilo vse. Ko jo je fantič le za nekaj trenutkov izpustil iz svojega pogleda, je ko strela skočila na njegov odprti zvezek in rask, že se je z iztrganim listom pognala na vrh omare in ga pričela cefrati in žvečiti. Nesramnica, nehvaležna, je v besu zatulil fant. Sedaj bo moral vse izračunati, še enkrat ti že pokažem, ko te ujamem. Ampak, ko je videl, kako je Bobika presenečeno in žalostno pobesila glavico, mu je postalo takoj žal. No, saj se bova zopet kmalu igrala, ne skrbi, jo je skušal potolažiti. In ne boste verjeli, račune je potem zaključil še enkrat hitreje. No, vidite, Bobika je torej pozitivno vplivala tudi nanj in ga spodbujala k vestnemu in hitrejšemu učenju.
In nič koliko takih pripetljajev se je zgodilo prav vsak dan. Nenadna srečanja s potepuškimi psi in mucki so se na srečo vseh končali prav na smešen način. Bobika je ob napadu kake zverine poskočila za skoraj cel meter v višino in prestrašene napadalce potem začela za zabavo kar sama poditi naokoli, da so se cvileče poskrili v najtemnejše kotičke svojih skrivališč. Saj take male črne pošasti s tako dolgim repom še niso nikoli videli. Mjav, mjav in wow, wow, saj je ta pošast pravi bav, bav, so se vsi tresli ko šibe na vodi. Novica o opici se je hitro širila naokoli in otroci iz vseh bližnjih krajev so kar drveli k fantu na obisk, da bi si ogledali njegovo čudo. Bobika drugače ni kaj rada posedala na dečkovi rami kot v slavni pripovedi o gospodu Ficku in Piki Nogavički, ampak si je za varno skrivališče raje izbrala fantičevo odprto srajco na prsih, kamor je švignila kot blisk, se v trenutku obrnila ter pokukala na plano, tako da so iz debelega klobčiča zvedavo mežikale le še njene črne oči. In ob vsem tem se je pripetilo vmes še nekaj zanimivega. Na obisk dečku je velikokrat prišel sosedov fant, in ko sta se pobalina nekoč v šali začela malo prerivati in boksati s pestmi, je Bobika iznenada kriče švignila izza dečkove srajce, skočila na nesojenega napadalca in ga vrešče premerila od glave do pet, da je revež odskočil kot zadet srnaček in se ves prestrašen skril za hišni vogal. Ta dogodek je seveda sedaj sprožil še dodatno zabavo. Od tega dne je skoraj vsak obiskovalec fantiča zgolj in samo za šalo malo pocukal za rokav in razhudena Bobika se je izstrelila izza srajce v delčku sekunde in pred drznežem z vreščajočim glasom jasno dala vedeti, kaj jih čaka, če ne bodo takoj odnehali. Pš, 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 izgini, drugače te boksnem v oko, se je drla. Mrzla zima je prinesla nove izzive. Ko je pričelo snežiti, se je Bobika zapodila v padajoče snežinke kot obsedena ter nepretrgano poskakovala v zrak več kot meter visoko. Nazadnje je le odnehala ter se s čisto premrlimi nogami vrnila v dečkovo zavetje. Tako hudo pomrznjenih tav in nepregledne beline še ni poznala. Boleče in zatekle črne podplatke si je potem še dolgo grela ob kuhinjskem štedilniku. In deček jo je ob tem ljubeče gladil in jo tolažil. Prepričal je celo mamo, da je opici sešila tople copatke.
A kaj, ko ji niso bili nikakor všeč in jih je pri priči scefrala in zgrizla v prafaktorje. Ko sta se z dečkom podila po zasneženih planjavah, je od tedaj raje ostajala na toplem in drugim očem skorajda nevidna, saj je bilo svet varneje opazovati izza priprte zadrge njegove tople otroške bunde. Ko sta nekega dne z dečkom spremljala, kako so se na bližnjem hribčku po nabrežini sanmi spuščali vaški pobalini, so se na njenega varuha čisto iznenada spravili 3 starejši mulci in ga začeli obmetavati s snežnimi kepami. Dajmo ga maminega sinkota, zasujmo ga s snegom, so kričali na ves glas. Ubogi deček je z rokami hitro zaščitil mesto na oblačilu, pod katerim je skrita tičala Bobika, in pogumno prestregel prvo salvo snežnega plazu. A tedaj se je eden od paglavcev sunkovito pognal naprej in dečka podrl v visok sneg. Pridružila sta se mu še kompanjona in neusmiljeno so ga vsi pričeli drgniti s snegom po obrazu in mu tlačiti snežne kepe za vrat. Dobro ga zribajmo in omavžajmo, da si bo kar najbolje in v živo predstavljal zimsko veselje, so kričali. Mu v naglici tlačili sneg še za rokave, za ovratnik in mu smeje pričeli odpenjati še bundo. In zdajci se je zgodilo. Bobika se je kriče pognala direktno v obraz prvega mulca, ki v prvem šoku sploh ni vedel, kaj se mu je zgodilo. Au, je kričal, ko mu je opica v neizmerni jezi in srdu najprej izpulila cel šop las in se nato zagrizla še v njegovo levo uho, da je samo tenko piskal. O Ježeš, kaj pa je to za ena pošast? Sta, kot da bi ju nekdo pomeril s kolom, odskočila še kompanjona, a bilo je prepozno. Bobika se je že pognala naprej, skakljala od enega do drugega, praskala in grizla, kot da je prišel pravi sodni dan. Tako se je raztogotila, da je za nameček vse 3 še polulala in pokakala, in 3 mladci so v smrtnem strahu oddrveli proč, kar so jih nesle tresoče noge, in se zagotovo niso ustavili vse do doma. Kaj takega se jim verjetno v življenju še ni zgodilo in bodo dobro premislili, kdaj se bodo zopet spravili na šibkejšega od sebe. Se je deček zadovoljno nasmehnil. Odstranil si je sneg s pordečelega obraza ter si ga skrbno očistil še izza vratu. Pridi, moja mala rešiteljica, je veselo pomignil Bobiki in jo nežno privil k sebi.
Otresla sta še preostali sneg z dečkovega pokrivala in mala opica je hitro smuknila v varno in toplo skrivališče na dečkovih prsih. Ja, pravo prijateljstvo je res redko. Zdi se, da bi včasih lažje našli biser v školjki sredi širnega oceana, kot pa pravega prijatelja, ki ga res spoznaš šele v nesreči. In kot nas uči stari pregovor: slab prijatelj je kot senca, ob sončnem dnevu se ga ne moreš znebiti, ob oblačnem ga ne moreš najti. Ko zaideš v težave, jih ni prav veliko, ki bi ti nesebično ponudili roko. In deček je globoko v srcu vedel, da je Bobika res prava prijateljica. In skupaj sta ušpičila še marsikaj zanimivega, včasih tudi kakšno prav neumno norčijo. In veselo sta se odpravila novim dogodivščinam naproti. Ho, 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 pih, pih, čez pravo prijateljstvo ga ni. In naše pripovedi je konec.